Dejstvo je, da v današnjem svetu Formule 1 imamo sorazmeroma majhno število zanesljivih virov informacij ter veliko število medijev. In res tudi ta kanal je neke vrste medij, ki podaja neka moja videnja, moje mnenje o tem nam ljubem športu. A pogostokrat se zgodi, da te informacije, katere prihajajo iz redkih virov, poskakujejo od enega medija k drugem, nato k tretjem, iz enega jezika v drugi jezik, v tretji jezik, in v vsakem od teh preskokov se nekaj odzame, nekaj doda, nekaj malce napihne, da je novica bolj zanimiva. Namreč v svetu Formule 1, saj po mojem videnju, imamo navijače in imamo navdušence. In ne, nimam nič proti navijačem. Sam menim, da so navijači tisto gorivo, ki poganja svet Formule 1. In marsikateri navdušenec nad Formulo 1 je tudi navijač. Razlika je pravzaprav v tem, da navijača več ali manj briga njegova ekipa, zmage njegove ekipe, uspehi njegove ekipe. Navdušenec gleda malce bolj globlje, gleda malce bolj široko, gleda tudi druge ekipe, gleda lahko malce razvoj, zgodovino in tako naprej. V bistvu gre za človeka, katerega ima rad Formulo 1. A srce bije pri vsakemu za svojo ekipo, dobro vem, moje najljubše ekipe ni več, a to ne pomeni, da ne zaničujem Formulo 1. A mnogokrat se zgodi, da nam mediji servirajo zgodbe, katere so daleč od realnosti, in s tem v bistvu zatemnjujejo tisto predstavo, ki jo imamo o Formuli 1. Poglejmo eno izmed zadnjih novic, katera me je spravila pošteno na obrate. Prišla je na dan tam v tistih dnevih okrog 15. decembra, malce pred Božičem, ko so izjavo Eddija Jordana povzeli malo da ne vsi. Izjavil je, da po njegovem osebnem mnenju Lewis Hamilton bo zagotovo prestopil v Ferrari in to skupaj s Totom Wolffom. In seveda vsi so zgrabili to novico, kajti, ukolikor so jo navedli, povedal je Eddie Jordan, pametna ali neumna, mi za to nismo odgovorni. A kar naenkrat je prišel cel val novic o tem, kak bo prestopni rok 2020-2021, kako se bo vse premešalo, čeprav kakih osnov za to govorenje nikjer ni bilo. Poglejmo dejstva. Vemo, da Charles Leclerc je podaljšal pogodbo do sezone 2024. Pred nekaj dnevi smo izvedeli, da Max Verstappen je podaljšal svojo pogodbo do sezone 2024. In seveda lahko sklepamo, in tu ne velja mnenje Simona Jazbeca, kateri je dokaj nizko na lestvici, temveč profesionalca, kot je Leo Turini, kateri je to izjavil v svojem blogu, da bo Lewis Hamilton pravzaprav ostal tam, kjer je. In če reče Leo Turini, kateri ima veze pri skuderiji Ferrari in zve marsikatero govorico, namig in podrobnost direktno iz glavnega vira, bi lahko rekli, da na tem tudi nekaj je. A seveda, te viri, ki so izjavo Eddija Jordana podpihovali na velik zvon, so sedaj lepo mirno tiho. Leo Turini je v svojem blogu lepo povedal, da ponudba, ki jo je dal John Elkann Lewisu Hamiltonu, izgleda, da ni bila dovolj dobra. In seveda tu pridemo spet do tiste zgodbe, katerokrat mnogi mediji omenjajo, namreč da si vsak voznik Formule 1 želi voziti za Ferrari. Mislim, da je ta zgodba malce prednapihnjena. Kako vejo, da je res vsak voznik tisti, ki si želi voziti za Ferrari, čeprav so mnogi, poznamo tudi mnoge, ki si ne želijo. In seveda tu bom dal en primer, kaj lahko naredijo mediji. Namreč, mnogi poznamo zgodbo, ki jo navajajo nekateri mediji, kako si je Ayrton Senna odzmeraj želel voziti za Ferrari. Tako si je želel voziti za Ferrari, da je v sezoni 1994 prestopil k Williamsu. Prestopil k Williamsu samo zaradi tega, ker je vedel, da je tehnološko bila ekipa Williams v tistem danem trenutku edina, ki mu je lahko zagarantirala zmago v svetovnem prvenstvu. Vemo, kako se je usoda na to obrnila, vemo, da je bil rahlo v zmoti, a dvomim, da se je zgodilo to, da je šel do takratnega predsednika Luke Cordera di Montezemola ter ga prosil za sedež, a on mu je rekel, oprosti, imamo Žana, imamo Gerarda, počakaj nekaj sezon, da se jima iztečejo pogodbe. Ne, to se ni zgodilo.
O tem, ki si je želel voziti Ayrton Senna, imam iz prve roke pričevanje, katere sem objavil na tem kanalu. Kogar zanima, si lahko ogleda tisti prispevek, seveda, bližnjica je kot ponavadi v opisu. A pojdimo nazaj k našem razglabljanju o medijih in navijačih, ter kako so zlorabljeni iz strani teh medijev. Namreč, mnogokrat v določenih delih leta ni novic o Formuli 1. In kaj tedaj? Zgleda, da si je treba nekaj izmisliti. A ni res? Formula 1 je sama po sebi dovolj zanimiva, ima dovolj tem, o katerih velja razgrabljati, kateri velja podčrtati, samo treba je vložiti malce več truda, kot le vzeti neko popularno novico iz tujine, ter jo enostavno prevesti, brez niti dodati svoje mnenje. Seveda, bilo bi bistveno lepše, če bi novici izjavi Eddija Jordana nekdo dodal od spodaj, da zveni kot čista bedarija, kaj v resnici je, kajti njegovo mnenje ni nič boljše kot moje, čeprav je on bil konstruktor v Formuli 1, a Lewis Hamilton ga ni povabil na kavo in mu ni povedal svojih osebnih namer za prihodnost, čeprav se da zgoditi, da bo Lewis Hamilton prestopil v Ferrari, a ne zato, ker je to rekel Eddie Jordan. Kar se tiče Ferrarija, se moramo zavedati enega dejstva in zlorab, ki delajo mnogi mediji okrog tega. Enzo Ferrari je v času svojega predsedovanja skuderiji Ferrari povedal, da vozniki pridejo in grejo, Ferrari ostaja. A Enzo Ferrari je umrl daljnega leta 1988, danes ga vodijo drugi ljudje. In od skuderije Ferrari danes iz časov Enza je ostalo le ime. Danes je na vrhu te ekipe nekdo, ki je po bolečem porazu v Azerbajdžanu leta 2019 rekel, saj res, bili smo dobri, dosegli smo najhitrejši krog. In o tem človeku v medijih, kateri mnogokrat samo ponavljajo določene vire, se sliši vse najlepše in vse najboljše. A pač, če je to tisto, kar je navijačem po godu, pa naj bo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.